V dani vaji bomo spoznali polarizacijo dielektrika, pojav preboja, pomen električne prebojne trdnosti dielektrikov, prevajanje električnega toka v plinih in način zaslanjanja električnega polja. Dodatno bomo pogledali še dva primera iz multimedijske prakse, in sicer delovanje kondenzatorskega mikrofona in elektret mikrofona. Najprej si bomo podrobneje ogledali nekaj pomembnih pojavov za boljše razumevanje laboratorijskega dela. Dielektrik ali električni izolator je snov z zelo veliko specifično upornostjo, tako jo lahko v približku razumemo kot snov, ki ne prevaja električnega toka. Obnašanje dielektrika v električnem polju opišemo z njegovo dielektričnostjo. Torej je dielektrik material, ki ima sposobnost polarizacije v električnem polju. Polarizacijo lahko razumemo kot dipolni moment, to je pojavitev notranjega električnega polja v snovi, porazdeljen po volumnu snovi. Pri snoveh, sestavljenih iz ionov, se ioni lahko razmaknejo, pozitivni ioni proti negativni elektrodi, negativni ioni proti pozitivni. Snov se polarizira ali nastanejo dipoli. Čim večji je razmak med ioni, večja je polarizacija. Pojav si lahko predstavljamo, kadar med plošči kondenzatorja ustavimo dielektrik, ob čemer molekule v njem ustvarijo električno polje, ki teče v nasprotni smeri in s tem delno ukinja polje kondenzatorja. Ena najpomembnejših lastnosti električnih izolatorjev je njihova električna prebojna trdnost. Ta nam pove, pri kakšni električni napetosti bo prišlo do ionizacije snovi oziroma električnega preboja, kar lahko razumemo kot trenutek, ko se dielektrik začne obnašati kot električni prevodnik. Najslikovitejša demonstracija električnega preboja je zagotovo strela, ki nastane, ko naelektrene zračne gmote med seboj izmenjajo naboj ali pa ga izmenjajo z zemeljskim površjem. Strela v nekaj mikrosekundah švigne skozi zrak, v njem ne pusti trajnih posledic, zrak se premeša in prevoden kanal se poruši. Bolj natančno se med nevihto poveča električna napetost med oblaki ali med oblaki in zemljo. Ker je zrak zelo slab prevodnik, do preboja ne pride vse dokler lokalna napetost ni dovolj velika. Ko je ta pogoj izpolnjen, se naboj sprosti, kar na nebu vidimo v obliki strele, ki si poskuša utreti pot najmanjše električne upornosti. Prav tako strela zaradi slabe prevodnosti zraka teži k temu, da čim prej udari v najprevodnejši material v njeni neposredni bližini. Tu se skriva razlog, zakaj najpogosteje udari v visoke objekte bližje oblakom. Sicer pa je v igri še mnogo lokalnih dejavnikov, ki vplivajo na pot strele in se izkažejo kot mnogo manj predvidljivi. Na njeno pot lahko vpliva tudi koničasta oblika objekta napram preostalim v okolici, saj bo v špicah jakost električnega polja večja in posledično tudi večja verjetnost udara strele. To je tudi glavni razlog za koničasto obliko strelovodov, ki jih pogosto najdemo na visokih stavbah. Večji problem pa se pojavi, če do presega električne prebojne trdnosti pride na elektronskih naprav. Visoka poljska jakost lahko na primer povzroči preboj dielektrika izolatorja v kondenzatorju, pri katerem pa se prevodni kanal ohrani tudi po preboju in je zato trajno uničen. Zato moramo biti pri delu z električnimi vezi še posebej previdni, saj lahko neizbrisljivo škodo povzroči že kratek sunek statične elektrike. Poznamo pa tudi posebno vrsto preboja, ki ga imenujemo električni oblok in nastane ob preseženi električni prebojni trdnosti nekega plina, kar povzroči veliko znižanje električne upornosti, ob čemer nastali tok povzroči ionizacijo plina ter nastanek plazme. Poznamo pa tudi primere, ko pojav preboja ni nujno nezaželjen. V koristne namene ga v vsakdanjem življenju uporabljamo za vžiganje goriva z iskro. Ta princip uporabljamo pri bencinskih motorjih, pri katerih vžigalna tuljava generira visokonapetostni impuls, ki povzroči preboj med kontaktom svečke in vžig zmesi bencina in zraka. Podobno uporabljamo ta princip tudi na plinskih pečeh in štedilnikih. Zanimiv način uporabe električnega preboja v multimediji predstavlja plazemski zvočnik, ki za razliko od ostalih spreminja zračni tlak s pomočjo električne plazme namesto trdne membrane. Tako ob priklopu na zvočni ojačevalec plazma zvočniki spreminjajo velikost sijočega preboja, razelektritve korona ali električnega obloka. Prav ti na to delujejo kot radiacijski element in ustvarijo kompresijske sunke, ki jih poslušalec dojema kot zvok. Naprej se bomo posvetili lastnostim in pojavom povezanim s prevajanjem električnega toka v plinih. Čist zrak sam po sebi ne prevaja elektrike, torej deluje kot dielektrik. Ker so molekule pline nevtralne, v zraku nimamo potencialnih nosilcev naboja prisotnih v prevodnikih.
Zrak tako prevaja le, če vanj nosilce naboja uvajamo ali pa jih v njem prisilno ustvarimo. To lahko dosežemo s plamenom, s kratkovalovno svetlobo ali pa z naelektrenimi delci. Pri tem se nevtralna molekula spremeni v ionski par kationa in aniona. V prostoru med obema elektrodama, na katerih je stalna električna napetost, se pozitivni ioni gibljejo proti negativni elektrodi, negativni pa proti pozitivni elektrodi. Elektron se včasih obesi na molekulo in tedaj pri prevajanju poleg pozitivnih ionov in elektronov sodelujejo tudi negativni ioni. Še ena od ključnih informacij, ki jih bomo nadalje izpostavili, je razlika med elektrolitom in plinom. Elektrolit prevaja, dokler z elektrolizo ne porabimo vse raztopljene snovi. V nasprotju s tem moramo plin neprestano ionizirati, dokler želimo, da prevaja električni tok. Ioni in elektroni se namreč združijo v nevtralne molekule ali odtečejo iz prostora med elektrodama, kar posledično ustavi električni tok, ki ga prav zaradi te lastnosti imenujemo tudi nesamostojni tok. V plinu, ki ga ioniziramo, se tak tok pojavi pri razmeroma nizki napetosti. Pomemben je, ker lahko preko njega zaznavamo naelektrene delce, ki se gibljejo po plinu, ali kratkovalovno svetlobo, s katero obsevamo plin. Nasprotje prej omenjenega je samostojni tok, ki se pojavi pri visoki napetosti in nizkem tlaku. V njem elektron ali ion zaradi dela električne sile med zaporednima trkoma v povprečju pridobi dovolj veliko kinetično energijo, da ob trku molekulo plina ionizira. Čim nižji je tlak, tem večjo pot prepotuje elektron ali ion v povprečju med zaporednima trkoma in tem več kinetične energije pridobi. Tok v tem primeru vzdržuje samega sebe v plinu, ki je navzven nevtralen in na katerega ne vplivamo od znotraj. Trki nosilcev naboja z molekulami dovajajo nove in nove elektrone ter ione. Takemu plinu pravimo plazma. V tem primeru molekule tudi svetlobno sevajo, kar dodatno ionizira plin. Preden se lotimo izvedbe laboratorijske vaje, bomo govorili še o delovanju in pomenu Faradayjeve kletke. Zanimiva posledica visoke prevodnosti različnih kovin je dejstvo, da v njih nikoli med prevajanjem ni elektrostatičnega polja. Elektroni v kovini so namreč skoraj prosti, tako da bi vsakič, ko bi se pojavilo od nič različno električno polje, elektroni zaradi velike prevodnosti materiala skoraj brez upora stekli skozi snov in ustvarili notranje električno polje nasprotno enako zunanjemu. Kovina se tako navzven izkaže kot električno nevtralna. Če torej z zunanjim poljem ločimo negativno nabite elektrone od pozitivno nabitih jeder, ki so pritrjena v mrežasti kletki in zato nepremična. Ko postavimo kos prevodne kovine v električno polje, bo jakost polja znotraj kletke enaka nič, na njenem robu pa se bo nabral naboj, ki bo izničil zunanje električno polje. Naboj na površini je pozitiven in negativen na različnih mestih odvisno od smernic električnega polja in geometrije telesa. Skupen naboj na celotnem robu je seveda enak nič. Če si zdaj zamislimo primer, v katerem v idealni prevodnik izrežemo luknjo, vemo, da bo v njej, brez vanjo prisilno dodanega naboja, polje enako nič. Slednje je namreč odvisno izključno od notranjih nabojev. Takšno lupino iz prevodne kovine imenujemo Faradayjeva kletka. Kot smo že prej pokazali, smo v Faradayjevi kletki popolnoma varni pred elektrostatičnim poljem, vsaj dokler je snov, iz katere je narejena kletka, dober približek idealnega prevodnika. Kovinsko ohišje, v katerem se nahajamo, ima lahko glede na neko točko zunaj kletke napetostno razliko več tisoč voltov, pa tega vseeno ne bomo občutili. Brez strahu se lahko ohišja z notranje strani celo dotikamo. Uporabnost Faradayjeve kletke je tako poleg že samoumevne varnosti za živa bitja pogosto uporabljena za odstranjevanje možnosti motenj pri prenašanju signalov. Prav zato jo lahko najdemo v koaksialnih kablih, kjer preprečuje, da bi vsakršna zunanja električna polja povzročila motnjo pri prenašanju audio in video signalov. Sedaj pa besedo predajam mojemu človeškemu kolegu, ki bo izvedel laboratorijsko vajo. Pri prvem delu vaj si bomo pogledali razdaljo, pri kateri pride do preboja med nasprotno nabitima elektrodama, enkrat ko je med njima samo zrak in drugič ko vmes vstavimo dielektrično ploščo.
Najprej priključimo obe elektrodi na pozitivni in negativni pol generatorja, ki predstavljata anodo in katodo našega novoustvarjenega kondenzatorja. Elektrodi postavimo na dovolj veliko razdaljo 20 mm, pri kateri še ne bo prišlo do preboja. Ko smo prepričani, da je vse pravilno povezano in postavljeno, spustimo varnostno zaščito ter s pritiskom na gumb začnemo dovajati električni tok. Enkrat, ko dosežemo napetost 25 kV, lahko počasi začnemo približevati eno ploščo k drugi. Bodimo pozorni na razdaljo in tok med ploščama. Bližje ko sta si, večji bo tok med njima. Pri manjšanju razdalje med ploščama lahko vidimo, kako se tok pri stalni napetosti na generatorju povečuje. Ko sta plošči dovolj blizu, bo na neki določeni razdalji jakost električnega polja večja od prebojne trdnosti zraka med elektrodama. V tistem trenutku bo prišlo do preboja, kar pomeni, da je naboj iz ene elektrode stekel v drugo. Da je prišlo do preboja, vidimo, ko se med katodo in anodo pojavi iskra. Isti postopek ponovimo še enkrat, le da tokrat razdaljo nastavimo za 3 mm večjo od prebojne in pri vklopljeni napetosti med elektrodi vstavimo izolirni material, kot je prikazano na posnetku. Opazimo, da se pri večji razdalji še pojavi preboj. Plošči nato razmikamo, dokler med njima ni več preboja. Pri merjenju nove razdalje opazimo, da je le ta večja kot pri prejšnjem poskusu. Tokrat na elektrodo pritrdimo iglo s topo konico in izmerimo razdaljo med konico igle in nasprotno elektrodo, pri kateri pride do preboja. Izmerjena razdalja je manjša in posledično je tudi tok večji. Med iglo in elektrodo vstavimo izolirno ploščo kot pri poskusu 2. Zopet izmerimo razdaljo, ki je večja od razdalje pri poskusu 3. Opazimo, da iskra zavije okoli izolirne plošče, ker išče pot z najmanjšo upornostjo. Tokrat izolirno ploščo postavimo na sredino in ker je pot, katero bi iskra morala opraviti, da pride na drugo stran prevelika, do preboja sploh ne pride. Iglo s topo konico pritrdimo še na drugo elektrodo. Razdalja, pri kateri pride do preboja, je veliko večja, saj se večina naboja nabere na konici igle in se ne razporedi po plošči kot pri poskusih, ker ni bilo pritrjene igle. Primeri iz multimedije. Stvari, ki smo jih pravkar izvedli na vajah, so del našega vsakdanjega življenja. Na področju multimedije pa izstopajo mikrofoni, ki jih danes srečamo v vsakem studiu, in ceneni mikrofoni, ki so del večine elektronskih naprav, so zasnovani na pokazanih osnovah elektrotehnike. Delovanje kondenzatorskega mikrofona. Kondenzatorski mikrofon uporablja dve kovinski opni ali elektrodi, po katerih teče tok in skupaj ustvarjata električno polje. Ena od njiju ob prisotnosti zvočnega signala zaniha in s tem se spreminja kapacitivnost kondenzatorja, ki povzroča padec napetosti na izvoru. Zato, ker zvočni signal spreminja električni naboj, je mikrofon hitreje odzivnejši od drugih vrst mikrofonov. Ravno zato je visokofrekvenčna odzivnost njegova odlika. Ker je kondenzatorski mikrofon po naravi električen, zahteva napajanje za njegovo delovanje. Napajanje delimo na zunanje in notranje. Notranje napajanje pogosto pride v obliki baterije. Večino modernih kondenzatorskih mikrofonov uporablja nekaj, čemur pravimo phantomska moč, ki je lahko dovedena iz vseh audio mešalk in kontrolnih enot. Če je amplituda zvočnega signala previsoka, se lahko opni dotakneta in mikrofon se lahko uniči. Kondenzatorski mikrofoni so dobri za studijsko snemanje, ker so tam manjše amplitude, saj so taki mikrofoni zelo občutljivi. Delovanje elektret mikrofona. Elektret mikrofon je precej podoben kondenzatorskemu, v resnici izhaja iz njega.
Edina razlika med njima je izvor napetosti, ki je pri elektret mikrofonu sam elektret. Kaj pravzaprav je elektret? Elektret je dielektrični material, ki ima stalni električni dipolni moment, ki zaradi visoke odpornosti in kemične stabilnosti ne izgine več 100 let. Je manj kvaliteten od kondenzatorskega, vendar dovolj dober za potrebe človekovega vsakdanika. Ker deluje brez kakšnega dodatnega izvora napetosti, je odličen za telefone, prenosnike in videokamere. Poslušajte mene, saj sem mikrofon in vem, o čem govorim.